Dober dan, sem Alojzija Zupan Sosič, profesorica na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani in danes bi vam rada nekaj povedala o doživljanju pri književnosti oziroma o čustvih pri branju. Čustva so pomembno področje, v katerem je začelo razpravljati veliko ved in tudi literarna veda se je začela ukvarjati s čustvi prav natančno pred približno 20 leti. Ker je to zelo obsežno področje in tudi zanimivo, sem se odločila, da vam bom danes povedala pa nekaj o tem, kako pa doživljamo književnost oziroma kaj je dobro pri književnosti, pri branju, na kaj je dobro biti pozoren. Ko beremo knjigo, seveda doživljamo, tukaj delujejo čustva, to je jasno. Zakaj je pomembno, da doživljamo in pa da reflektiramo to doživljanje? To se mi zdi za nas, bralce, zelo pomembno. Kako bomo prispevali k reflektiranju doživljanja? Tako, da bomo o branju si lahko kaj zapisovali iz knjige ali pa potem, ko smo že prebrali, si kaj zapisali. Tako, da bomo recimo sodelovali v kakšni spletni klepetalnici, ampak da bomo res kakšno debato odprli. Ali pa, da bomo, in to pa jaz predlagam, in se mi zdi najbolje, sodelovali v kakšnem bralnem klubu oziroma pogovoru z bralci, v knjižnici ali v kakršnemkoli drugem prostoru, ki je namenjen za branje oziroma za razpravljanje o branju. Čeprav so vsi bralci prebrali isto knjigo, predlagam, da se vendarle ogrejejo za doživljanje, in sicer ogrevamo se pa najlažje tako, da preberemo odlomek. Tudi jaz bom zdaj prebrala odlomek, se bom zelo potrudila, upam, da bom doživeto, ker odlomek naj bi prebrali doživeto, potem pa počakali na tako imenovani emocionalni premor in takoj začeli s spraševanjem oziroma z reflektiranjem. Bom prebrala odlomek iz Hiše Marije Pomočnice. Ivan Cankar, Hiša Marije Pomočnice. In tedaj prihaja oče s tujimi ženskami domov. Nekoč je prišla z njim boječa, siromašno oblečena punčka, pač komaj 14-letna. V roki je nosila košček cvetic, kakor jih prodajajo otroci na cestah in po gostilnicah. Prišla je in je ostala pri durih, ter se je ozirala na Lojzko, ki je ležala na zofi, že slečena in odeta. Oče se je zasmejal in jo je prijel za roko. No, le dalje, punčka, nič se me ne boj. Komaj se je malo branila. Oči so gledale plašno. Šla je z njim, sedla je k njemu na zofo. Odmašil je steklenico, točil je vina. Pij! Lojzka bi je zaklicala. Beži, pojdi domov in se skrij v posteljo. Ali punčka je pila? Z drobno boječo roko je prijela kozarec, malo je zatisnila oči in je pila. Oče je gledal obraz s predrznimi očmi. Smeh je bil na njegovih ustnicah, rumena zgrbljena lica je bila šinila kaplja krvi. Objel jo je, posadil jo je bliže k sebi, posadil si jo je naposled v naročje. Predlagam, da najprej vprašamo kar na splošno, kako ste doživeli ta odlomek? Oziroma, kaj ste najbolj globoko doživeli? Tu bi predlagala, da res poskušamo dati čas in prostor vsem bralcem ali pa vsaj večini, naj povejo tiste svoje prve občutke. Verjamem, da jih bodo ob tem dogodku oziroma tem odlomku, ki smo ga zdaj prebrali, kar težko povedali, ampak gre za to, da začnemo. In sploh ni treba, da povemo z nekimi strokovnimi izrazi. Pomembno je, da se odpremo doživljanju oziroma da začnemo govoriti o doživljanju. Potem pa lahko specificiramo oziroma dajemo bolj natančna vprašanja. Naprimer, katera čustva prevladujejo v tem prebranem odlomku? Ali kaj vas je najbolj pretreslo v tem odlomku? Kaj vas je najbolj šokiralo? Je bilo kaj nenavadnega v odlomku? Kako ste to nenavadno doživeli? Predvidevam, da bodo odgovori takšni, torej doživel sem strah, grozo, gnus,
jezo, nemoč, bil sem šokiran in tako naprej. Potem pa vprašamo, zakaj. Kaj je recimo bilo takšnega, da je ta vaša čustva vzbudilo? Najbrž bodo vsi bralci ugotovili, da gre tukaj za pedofilijo, in sicer oče povabi v hišo 14-letno prodajalko cvetja in namesto, da bi podaril hrano ali pa naprimer, da bi ji dal denar, ker je to revno dekle, jo izkoristi. In sicer na perverzen način, zelo, zelo cenenim zapeljevanjem, se pravi, da jo opije, a ne. Ko gledamo odlomek, je zelo pomembno, da je glagol pi osamosvojen in s klicajem, a ne. Ravno na sredini odlomka je ta glagol pi. In ker smo seveda prizadeti, se lahko začnemo spraševati naprej. In tukaj zdaj je pomembno vprašanje, zakaj sploh reflektirati doživljanje, zakaj reflektirati naša čustva. Zakaj so čustva pomembna? Čustva niso pomembna samo zato, da se mi nekako, da se poslušamo, kako so drugi doživeli, da svoje občutke znamo povedati, ampak so pomembna tudi zaradi kognitivnih spretnosti oziroma sposobnosti in pa zaradi pragmatičnih sposobnosti. In če se zdaj zaustavimo pri tem odlomku. Verjamem, da bo kar nekaj bralcev reklo, jaz pa sploh ne bi bral naprej, ali pa jaz ravno zaradi tega nisem Hiše Marije Pomočnice prebral, ker prevladujejo večinoma negativno čustvo. V tem odlomku, ki sem ga jaz prebrala, so res prevladovala negativna čustva. Ne vem, o gnusu sem že rekla, ne, saj ste ga tudi začutili. Kaj to zdaj pomeni? Če mi naletimo na knjigo, kjer je več negativnih čustev, ali to pomeni, da knjige sploh ne preberemo? Naprimer, neka bralka bo lahko rekla, jaz tega ne bom brala, jaz sem že tako in tako toliko travm doma, zdaj bom pa še to brala. Drugi bralec bo rekel, jaz rabim vesele knjige, jaz sem utrujen, jaz hodim v službo, ne bom se recimo s knjigami utrujal. To je sicer zelo človeško, ampak je za doživljanje napačno. Namreč tudi v življenju ne obstaja samo negativna čustva in to, da mi odklanjamo branje zaradi tega, ker so čustva pretežno negativna, se imenuje tako imenovana čustvena zmota. Se pravi, da mi, in potem tudi rečemo, delo ni kvalitetno, ker ima sama negativna čustva. Se pravi, da mi delo vrednotimo po številu pozitivnih oziroma negativnih čustev, kar je seveda narobe. Namreč pri delu, to sta že Vincent in Bursley govorila, pri delu ni samo pomembno, kako ga doživimo, ampak je pomemben tudi pomen. A ne? Se pravi, kaj nam hoče ta odlomek povedati, kaj nam govori. Govori o velikem izkoriščanju, govori o tem, da s pozicije moči lahko eni naredijo prav vse, kapitalist lahko naredi prav vse, pa še nekaj drugega. Oče, ki je sicer bogat in bi si lahko privoščil prostitutko ali karkoli, naredi to dejanje, spolno nasilje pred svojo hčerko, se pravi, da gre za dvakratno perverznost. In se seveda moramo o tem spraševati. Negativna čustva so običajno zelo stimulativna, zato ker vzbudijo v nas zelo močna čustva in začnemo razmišljati in lahko ob negativnih čustvih še veliko več doumemo, spoznamo, kot pa recimo samo v pozitivnih čustvih. Pozitivna čustva nas malo uspavajo, malo nas v bistvu pomirijo, ne dajo nam pa nekih večjih stimulansov. Seveda, zdaj ne mislim, da ne bi bila samo negativna čustva prisotna, ampak pri negativnih je recimo suspens večji in je tudi učinek presenečenja večji. Vodeni pogovor naj bi torej se usmeril predvsem na to, kakšna čustva so, kako ta čustva lahko reguliramo in hkrati tudi povedal veliko o empatiji. Tisti bralci, ki so rekli, jaz tega odlomka ne bom prebral, zato ker mi res ni všeč, prvič, zakaj se bi mogel jaz ukvarjati z nekom, ki je reven, jaz sem bogat, imam dovolj denarja, drugič, ne zanimajo me spolne zlorabe. Ker simpatiziram samo z nekom, ki je spolno zdrav. Ja,
Pri branju lahko čutimo simpatijo, se pravi, da nam je všeč lik, ki je samo pozitiven ali pa je nam podoben, ali pa lahko čutimo empatijo. Višji nivo pri branju je seveda, da čutimo empatijo. Empatija pomeni, da se postavimo na mesto nekoga, torej na mesto lika, podobno razmišljamo, sočustvujemo z njim. Ampak hkrati tudi razumsko poskušamo doumeti, kaj se dogaja. Naprimer, z morilcem ponavadi ne sočustvujemo, ampak poskušamo pa vendarle preberemo, doumeti, zakaj je to naredil. Naprimer, Razkolnikov v romanu Zločin in kazen. Sprašujemo se, a je to res nadčlovek, kako delujejo ti mehanizmi, kdo lahko koga ubije, kdo ima pravico in tako naprej. Se pravi, moramo vključiti tudi empatijo. Če upoštevamo negativna in pozitivna čustva, imamo tudi več možnosti, da si bomo razvili tako imenovano čustveno inteligenco, ki je zelo pomembna. Zdaj se lahko kdo vpraša, ja, vse jaz, na primer, sem računalničar, zakaj pa rabim čustveno inteligenco? To rabijo samo v humanistiki, ker tam morajo vedno razlagati nekaj o književnosti. Ne, čustvena inteligenca je zelo pomembna stvar za vse nas, tudi če niso bralci. Namreč s pomočjo čustvene inteligence po eni strani torej doživimo čustvo in ga znamo regulirati, po drugi strani pa poleg čustva razvijemo tudi razmišljanje in inteligenco. Kako pa to praktično deluje? To pa praktično deluje tako, da potem lahko tudi v življenju bolje obvladamo stres, bolje se v različnih situacijah obnesemo in tako naprej. Torej, če sklenem, doživljanje pri branju je zelo pomembno. Zelo pomembno pa je, da pri vodeni literarni interpretaciji oziroma pri vodenem pogovoru to upoštevamo, poslušamo, kaj govorijo bralci in v bistvu s pomočjo empatije poskušamo približati bralcu to, kar je bistveno za književnost. Za književnost je bistveno seznanjanje z drugačnostjo. Torej, ne brati samo knjige, ki so podobne ven, v katerih so liki podobni, razpoloženja podobna, zato ker se ne boste srečali z drugačnostjo. Če se ne srečamo z drugačnostjo, se pa ne moremo odpreti in ne moremo zrasti, kar pa bi recimo čustvena inteligenca, porast čustvene inteligence seveda lahko povzročilo. Najlepša hvala.